Tretja kisla, hierarhija je prasica. Dobro jutro. A se sliši ptičke? To je tukaj zjutraj. Ni čudno. Ok, jaz mislim, da so pravila jasna. Tole veste, kaj je Škoda Kodiaq, pa jaz mižim na en uč. To je v bistvu prvi Škodin terenc. Mislim terenc, športni terenc. To je tudi prva Škoda s 7 sedeži. Ampak podatek, ki je zanimiv še bistveno bolj, je pa to, da je treba na ta avto pri nas čakati en let. A ime, veš, odkje prihaja? Veš, Kodiaq, to je ime medveda. Medveda, ki živi, hotel sem reči, stanuje. Ker živi na enem otoku tam v bližini Aljaske. Enoč, jaz mislim, da osnovo imamo, gremo na sladko kisle. Pa mogoče sam še en kratek teaser. Danes se komotra minuti floti, pol popoldne, kako Kodiaqa vrnem pridrušen. En avto z enormno velikim motorjem. Škoda, da sem še špegle gore, prav, ker vidim čist nič. Prva sladka, ki jo Kodiaq ponuja, je cenovni razpon. Ok, drži, ta avto je bolj pri vrhu, ker se cene tiče, stane 50 €, zato ker je nabutano oprema, pa že v osnovi gre za najdražjo izvedenko, ki stane 35 €. To se pravi 2.0 dizel, 4-kolesen pogon, DSG, ampak v osnovi pa Kodiaq stane 21 €. To je takšen, ki ima tukaj v nosu 1,4-litrski turbomotor. In jaz mislim, da je ta sladka precej samorazložljiva, ne? Če pa kdo hoče zdaj detajle, ne, koliko točen kaj stane, pa za koliko dobiš kjerga Kodiaqa, je pa na njihova spletna stran. Pa mimogrede vsa čast v vozniku, da se je zdelo za tako dobro ceno, ne? Zato, ker če še ne veš, Kodiaq recimo v Nemčiji stane 26,150. Druga sladka, prostorsko prilagajanje. Pa zdaj prostora tukaj v drugi vrsti, stari ne vem, kaj niti reče, no. Jaz zdaj recimo sedim za sabo oziroma za zicem, ki sem si ga nastavil jaz, pa je placa, mislim, až koliko ga je, ogromen ga je. Pa klop recimo ni nastavljiva sam po naklonu, veš, takole ali pa takole, ampak tudi po vzdolžnem pomiku in tek. Sredinsko konzolo sem se putil. V glavnem tega pomika za skoraj 20 cm. Mogoče bo tako strani bolj do izraza prišlo. Veš to? Ker se pa kufra tiče, v osnovi ga je za 720 litrov, kar je spet zelo veliko, lahko pa povečaš, če pač vse podreješ na 2065. Zakaj je tema? Takole recimo zgleda kazica številka 6 pa 7 nista v uporabi. Lahko pa recimo dvignem. Mater, stale pa sem malo prežgana, ne? Pa je pa placa točno tokle, v bistvu za 270 litrov. Mimogrede noter zbašaš kakšno marelo ali pa kaj tacga. Voziček sem mislil, ne dežnik marelo. Zdaj pa če že govorimo o prostoru, ne, lahko še pokažem, kako zgleda, ko se noter zbašam, tukaj, v tretjo vrsto. God damn. Daj me. Kot jim povedal, krajša pot z lahkoto, daljša, to vreš ne. Otroc, to pa. Tretja sladka, tech stuff. Veš, ta avto je precej pameten. Mislim pameten, črpa iz vsega znanja, ki ga je uspela nabrati Škoda, pa iz vsega znanja, ki ga ponuja koncern, in pa se to valjda nabere. Čim razpolaga, zakaj je toliko pameten, če bi šel vse naštevati, bi to malo trajalo. Lahko pa izpostavim par stvari. Od nič do 60 km/h, recimo v gužvah na avtocesti, ki se vse skupaj premika bolj počasi, je sposoben voziti sam. Čist sam, brez pomoči. Pa imaš pa tukaj še kup drugih stvari, od trailer assista, kar pomeni, da ti pomaga, praktično sam parkira prikolico vzvratno, pa sam bremza, če je panika, pa take reči. Pa da vidim, če še tle na seznamu dodatne opreme, ki je tacga. Lane assist, smart link, wireless, pa sedež druge vrste ima ogrevane, pa volan je ogrevan. Zraven trailer assista še park assist, ker pomeni, da tudi sam od sebe parkira, pa 4 kamere ima za 360 stopinjski pregled okolice, pa prepoznavanje prometnih znakov, pa panoramsko strešno okno. Veš? It's huge! Četrta sladka, vozne lastnosti. Zdaj sem noter valjda pade ogromen stvari. Moje najboljše takole povem. Tale Kodiaq je opremljen z DCC-em. To pomeni, da ima prilagodljivo podvozje. A veš, vse skupaj je povezan z izbiro voznih programov. Tukaj imaš eno majhno tipko, kjer piše Mode. Vidiš, to je tale. In pol, ki jo pritiskaš, se na zaslonu pokažejo vozni programi. Eco, Comfort, Normal, Sport, pa Individual, kjer si lahko vse skupaj prilagajaš po svojih željah. In zdaj vozni programi, ki se prilagajajo tvojim željam, to so odlična zadeva in jaz to podpiram pri vsakem avtomobilu. Ajde, zdaj sem že malo zabluzil, ne? Hotel sem povedati to, da DCC, prilagodljivo podvozje, to je super, ni pa nujno, zato ker se že navaden Kodiaq pele ful dobro. Zna pa Kodiaq tudi marsikam prelez, še posebej, če je tako kot ta opremljen 4-kolesnim pogonom. Ni pa zdaj to nek resen terenc, ne? Tudi oddaljenost od tal ni hudo nadpovprečna, v bistvu je zelo povprečna, 18,8 cm. A veš, taki 4-kolesni pogoni, to je za na vikend prelez, za na smučišče prelez, za čolno vodo spustiti, za bolj varno vožnjo, takrat, ko je podlaga res spolzka. Ok, 3 kisle. Kot sem rekel, Kodiaq je v praktično vseh pogledih ogromen avto. Ampak god damn it, ko pogledaš pa te dva predala tukaj, se ti pa zdi, da sediš v malčku. V bistvu ne, malčki imajo po moje več placa. Le zdaj to. Vidiš to? Vse skup nič. Pa ta zgori ni dosti boljši. Druga kisla je pravzaprav sestavljena iz 3 manjših kislih. A veš, načeloma so materiali v Kodiaqu super, ne? Ampak tale plastika tukaj na ročaju, za tak fin avto, ki je Kodiaq, vse malo pretrda. Kisla 2B
Sedeža v tretji vrsti staneta 738 €. Meni se zdi, da to vse malo veliko. Kisla 2C, Kodiaq je nasplošno tako lušten avto za pogledati, če ga pogledaš od spredi. Tretja kisla, hierarhija je prasit. A veš, digitalni merilniki, jaz po eni strani pravim, da to ni neki najbolj nujenega v avtomobilu. Ampak goddammit, v dveh največjih pa najbolj prestižnih Škodah, v Superbu pa v Kodiaqu, jih pa kar ne najdem. Je pa res, in to je malo ironično, da jih bo imel pa Karok, to je pa ta majhen Kodiaq. Zadnja, ta peta sladka, a veš, tisti, ki ve vsaj malo o Škodi, pol pozna dodatke Simply Clever. V bistvu jih je ogromen, v primeru Kodiaqa mislim, da čez 30 ali pa vsaj tam nekje. Absolutno drži, da so pametni, lajšajo življenje voznikov pa voznic. Ampak da bi šel vse opisovati, mi zmanjka filma, zato bi mi izpostavil sam enega, tega, ta frišenga. Paskrat se zgodi, da si v nevarnosti, da pobutaš vrata točen tukaj na robu, ali doma, ki je preoska garaža, ali pa na parkirišču, ki parkiraš malo bolj na knap, pa moraš ven, zato ker parkirni prostori vemo, da so bolj na knap odmerjeni. Zdaj pa poglej, kaj bo tukaj ven skočil, ko odprem vrata. Veš? Lej, takole to zgleda. Ko odpreš oziroma zapreš vrata, skoč ven oziroma se skrije nazaj noter. Mislim, da je uradno ime pri Škodi za to aktivna zaščita robov vrat. Zdaj, da se razumemo, Škoda si tega ni izmislila, jaz sem to prvič videl že pismo vsaj ne 5 let nazaj na Fordih, ker pa še vedno ne pomeni, da to ni priročen kastomater. Kodiaqa vračam, preden pa to naredim, povem pa sam še eno v pogonskem sklopu oziroma uporabi, ker vem, da to dostkrat hočete slišati. Kot smo rekli, avto je bil opremljen z najzmogljivejšim dizlom, ki ga Kodiaq lahko ima, to je 140 kW oziroma okrog 190 konjev. Dolgoročna poraba je bila 7,4, če sem se več vozil po Mariboru oziroma po mestu, je bila 7,7, mogoče celo 7,8, na avtocesti pa ni hotel popiti več kot 6,9. Tole je avto, ki ga prevzemam. BMW 7, po eni strani zelo posebna, po drugi strani BMW M3, 2 generacije nazaj, V8, atmosferc. V glavnem 7, ta avto že dobro poznam, konec koncev sem že 2 ali pa 3 testiral, ne nazadnje se je ena pojavila tudi že v komutar minuti, mislim, da v prvem, v drugem, tretjem, četrtem delu, tam nekje. Ampak v tem primeru gre pa vsem za en malo bolj poseben avto. A veš zakaj? 3, 4... Aha, V12, baby! Konkretno, kaj, kako, na kakšen način, kakšne so zmogljivosti, podrobnosti v mašini in celotni vozniški izkušnji, ne sem sprejel tudi tam zadnji. To bo po naslednjem vlogu, za zdaj pa slišimo ga pa loha, ne? Presenetljivo tih. Ali pa presenetljivo glasen. Mogoče za konec sam še tole, ne? A ni zanimivo videti 2 BMW-jeva ekstrema na kupu? En mal starejši, pa še vsem totalen klasik, pa za zmeri bo lep. Ta drug praktično popolnoma nov in na prvi pogled sploh nimata skupne točke, samo da jih imata. Tako ne tavžiti.